Kaj pa med tem delavci, ki jim podjetje dolguje približno 41 tisoč evrov? Janez Susenik se je o tem pogovarjal s predstavnikom delavske svetovalnice, ki zastopa 13 oškodovanih delavcev. Janez, kako bodo delavci torej nadaljevali bitko za svoj denar? Seveda na delavski svetovalnici pravijo, da se bodo nekdanji zaposleni še naprej borili, da bi dobili svoj denar in zahtevali poplačilo vseh dolgov. Treba je tudi povedati, da pravno formalno celotna situacija ni tako čista ali preprosta, kot je morda videti na prvi pogled. Po slovenski zakonodaji lahko upniki v nekaterih primerih naprimer izpodbijajo veljavnost prenosa takšne lastnine ali pa, če gre res za prenos lastnine, ki bi bil namenjen oškodovanju upnikov, zahtevajo celo spregled pravne osebnosti, kar pomeni, da bi lastniki odgovarjali z vsem svojim osebnim premoženjem. V vsakem primeru pravijo, da gre tu za norčevanje, ki pa ni nič novega, kajti takšni manevri naj bi bili v Sloveniji že kar stalnica in kažejo na to, kako v resnici neurejeno je naše gospodarstvo. To je sistem, ki traja že 10-15 let. Najmanj, to veriženje podjetij, beg v slamnate lastnike, beg v druge države slamnate lastnikov. To je v bistvu poslovni sistem, ki se je oblikoval ravno zaradi tega, ker ni bilo ustrezne regulacije in ustreznega zakonodajnega okvira, ki bi to preprečeval. V posmeh učinkovitosti samega našega sistema na področju regulacije proste gospodarske pobude. Evo, pa jo imamo. Odgovorne osebe, ki bi morale ta tako imenovani sistem spremeniti, so tiho. Torej so tudi soodgovorne za te manevre. Tudi dr. Anže Logar, minister za gospodarstvo, je osebno soodgovoren kot minister za gospodarstvo za te manevre.